Prav lepo pozdravljeni in dobrodošli. Danes še zadnjič v tem letu pokukamo v utrinek. Tokrat je pred nami že utrinek številka 9. Utrinek najdemo v rokovniku za leto, ki je pred nami. Tokrat je ob nas utrinek z naslovom Vsak od nas ima svojo čarobno palico. Vsak od nas ima svojo čarobno palico. Vedno gremo proti cilju. Včasih stopamo po glavni cesti, ravni cesti, včasih hodimo čez hribe. Na poti se včasih izgubimo in se vrnemo nazaj. Začetek. Včasih gremo naprej po drugi poti, vedno k cilju. In kaj se zgodi, ko pridemo na cilj? Smo res srečni in zadovoljni? Smo odložili odvečno prtljago? Smo našli sebe in svoj mir? Naj nas vsaka naša pot bogati in radosti. Tudi, če pridemo na cilj kasneje ali po drugi poti, kot smo želeli, ne pozabimo, da je prav pot tista, ki nam podarja nove nauke in nas naredi močnejše. Cilj je le potrditev, da nam je uspelo. Sedaj preberem na moj način. Imam svojo čarobno palico. Vedno grem proti cilju. Včasih po ravni cesti, včasih grem čez hribe. Resnično ne vem naprej, ali bo mi uspelo iti po točno tisti začrtani cesti, ki sem si jo želela prehoditi. Dovolim si iti tudi čez hribe. Včasih se tudi malo izgubim. Lahko se vrnem tudi na začetek. Včasih grem po drugi poti, a vedno k cilju. Naše življenje nas pelje čez različne preizkušnje. Vsi si želimo hitro doseči cilj. A pomembno je, da če smo pri tem ustavljeni, oziroma nas življenje samo vodi po drugi poti, da se včasih prepustimo in predvsem prisluhnemo sebi, kaj se na tej poti dogaja nam. Vedno pa stopamo naprej iz ljubezni, ali po ravni cesti, ali po kakšnem hribu. Oboje je pravilno, ko je le iz ljubezni. Če čutimo kakšno stisko, kakšno oviro, se ustavimo in pomislimo, kaj je tisto, kar telo nam sporoča, kaj se dogaja v naših mislih, kam nas peljejo dejanja in kaj je še vedno naš cilj. Kaj se meni zgodi, ko pridem na cilj? Sem srečna, zadovoljna? Ja, seveda. Ampak zame je pomembna pot. Tista pot, ki mi daje največ, veliko lekcij, naukov, veliko novih spoznanj. Na tej poti spoznavam tudi prekrasne ljudi. Izmenjamo si izkušnje, nauke in to je tisto, kar našo pot oplemeniti. Čeprav mogoče na začetku
bi šla samo po ravni cesti, da bi hitreje prišla do cilja. In tisti želen cilj ne dosežem v letu, 2, temveč v 5. Ko pogledam nazaj, spoznam, kaj se mi je zgodilo vse v teh 5 letih in se samo zahvalim. Ker v teh letih sem prejela veliko, naučila sem se veliko in sebi podarila nove izkušnje, nove spoznanja in novo raziskovanje sama sebi. Ali na poti odložim tudi odvečno prtljago? Ja, seveda. Predvsem takrat, ko se moja pot ustavi, takrat sem pozorna, kaj se dogaja. Da nekatere stvari ne dajem stran, ne spuščam iz žalosti, jeze, osamljenosti, bolečine. Da je najprej predelam in potem grem korak naprej. Ali najdem sebe in svoj mir? Ja, to je tisto, kar me pričaka na koncu ob ciljni črti. Pa ne samo ob ciljni črti, tudi ves čas. Včasih ta mir, iskanje sebe, malo tudi ponagaja in potrebujemo čas za ponovno novi nauk, ampak večino časa je pa mir tisti, ki nas spremlja na naši poti. Tudi jaz želim, da me vsaka pot bogati in radosti. Enako želim tudi vam. Naj vas vsak nov korak, vsaka izkušnja bogati in radosti. In ja, tudi če pridem na cilj kasneje, ali po drugi poti, kot sem si želela, je prav pot tista, ki mi daje nove nauke in me naredi močnejšo. Zaupajte sebi in svoji poti. Zaupajte, da je pot tista, ki vam daje nove nauke in vas hkrati naredi močnejše. Cilj je le potrditev, da mi je uspelo. Cilj je potrditev, da smo vztrajali, da smo zmogli, da smo prehodili tako ovinkasto cesto, kot za hribi in prišli na koncu do želenega cilja, pa tudi, če nekoliko kasneje. Če pogledamo to leto 2020, verjamem, da za veliko od nas se je odvilo nekoliko drugače, kot smo pričakovali. Kaj lahko naredimo iz tega? Naši ovinki in hribčki nam hkrati podarjajo nove nauke. Ustavimo se, pomislimo in preverimo, kaj nam sporočajo. Vsem vam želim, da vam leto, ki je pred nami, leto 2021, prinese veliko radosti, veselja, miru, zdravja, zadovoljstva. In ne pozabite, nič ni narobe, če gremo tudi malo po ovinkasti cesti in si privoščimo kakšno pot po hribčkih. Važno je, da z srcem, z ljubeznijo sledimo svojemu cilju. Sedaj pa pokukajmo še v sporočilo za teden, ki je pred nami. Pridih romantike. Že samo ime
karte pove mnogo več. Privoščimo si malo romantike, nežnosti, topline, miline. Odprimo svoje srce in preživimo trenutke z ljudem, ki so nam blizu, z najdražji. Dovolite si stopiti v svet romantike. In na koncu koncev so resnično tista najmočnejša čustva iz ljubezni. Zato naj bojo te dnevi pred nami obarvani z romantiko. Privoščimo si razvajanje srca, telesa, duha, duše. Se vidimo v letu 2021 ob utrinku številka 10. Srčna hvala vsem, ki ste ostali do konca v moji družbi.